Hej, prijateljček, kakšen lep dan. Si slabe volje? Ne, ampak potikanja po svetu sem sit. Če je samo to. Ustavila se bova. Kje? V mestu, ki se mu bližava. Tudi jaz imam dovolj prašnih cest in strganih podplatov. Imenitno. Sediva pod prvo drevo in začniva misliti, česa bi se lotila, da bi se nama dobro godilo. Ni treba, že vem. Že veš? Ja, poslušaj. Lotila se bova tkanja. Česa? Tkanja. Cesar tega cesarstva neznansko ceni nova oblačila. Ustregla mu bova in ga oblekla od nog do glave, ampak na prav poseben način. Greva! Veš kaj? Povej mi, kaj več o tistem cesarju. Kaj naj ti povem? Ves svoj denar izda za obleke in ne zmeni se za nič drugega. Ne za svoje vojake, ne za cesarovanje, ne za gledališče. In namesto, da bi napravil kaj pametnega za svoje ljudstvo, čepi v oblačilnici in pomerja obleke. Celo na sprehod se pelje samo zato, da pokaže svojo novo obleko. In kaj bova midva? Bo že videl. Za začetek bova odkorakala na grad in prosila za sprejem. Med potjo ti bom vse razložil. Presvetli cesar, oprostite, da vas motim, ampak pred grajskimi vrati stojita dva popotnika in prosita za sprejem. Ker za sprejem prosita. Nimamo časa sprejemati nekakšnih popotnikov, minister. To bi vi, ki ste že dolgo minister, lahko vedeli. Ja, lahko bi vedeli. Pomeriti moramo nov klobuk s pavjimi peresi. Pravita, da sta tkavca. Tkavca? Noter. Ponižno se vam klanjava, vaše cesarsko visočanstvo. In vas prosiva, da nama ne zamerite, ker sva si drzni. Že prav. Tkavca sta, pravite? Ja, vaše cesarsko visočanstvo, tkavca. Dalje. Tkavca sva in tkeva najlepše blago, kar si ga je mogoče zamisliti. Zvedela sva, da ima vaše cesarsko visočanstvo nadvse izbran okus in prišla sva vam ponuditi svoje usluge. Najno blago je najlepše na svetu. Barve in vzorci so tako čudoviti, da jih ni mogoče primerjati z ničemer. In obleke. Sešite iz tega blaga imajo čudežno lastnost, da jih neumen človek ali človek, ki ni sposoben za opravljanje svoje službe, ne vidi. Krasna oblačila. Če bi jih imel na sebi, bi marsikaj izvedel. Zvedel bi, kdo v mojem cesarstvu opravlja službo, za katero je nesposoben. Ločil bi pametne od neumnih. Krasno. Poslušajta vidva, to blago morata takoj stkati za nas. Rada, vaše cesarsko visočanstvo, vendar pa reveža sva. Nimava denarja, potrebovala bi statve. Svilo. Zlato ni. Hrano. Prenočišče. Denar. Seveda. 3 mošnje zlatnikov vama damo za začetek. Vidva pa se takoj lotita dela. Pojdite, sprejem je končan. Tako življenje mi je všeč. Statve ropotajo. Si opazil, da prazne statve precej ropotajo? Polne
žepe denarja imava, statve, pa prazne. Joj, kaj pa, če pride kdo pogledat, pa ne bo nič videl. Nobenega blaga. Sej vsi že komaj čakajo, da bi videli, kdo je bolj neumen. Tole čudežno moč najnega blaga sva si pametno izmislila. Pozdravljena, mojstra. Naš presvetli cesar so me poslali pogledat k vama. Star sem in pošten in glavo, da imam na pravem mestu, so rekli. In znal, da bom pravilno presoditi, kako napredujeta. Seveda, izvolite. Kar oglejte si. Bliže stopite. Sicer ne boste dobro videli tega čudovitega vzorca. In baru ne boste razločili tako natanko. Vzorec je prekrasen, ali ne? Te vijuge, ti barvni odtenki. Ta lesk, ta mehkoba. Naj me strela, če vidim kakšno blago. Tik ob statvah boste najbolje videli. Izvolite, prepričajte se. Presneto. Ali sem neumen ali kaj? Tega ne sme nihče opaziti, da nisem sposoben za svojo službo. Ne. Ne smem povedati, da ne vidim blaga. No, kaj pravite? Kar onemeli ste. Vam je tako všeč? Krasno je. Ta vzorec, pa te barve. Cesarju bom rekel, da je čudovito. No, to naju zelo veseli. Res, zelo naju veseli. Vse kaže, da bova spet dobila obisk. Ja, samo tokrat bo višji. Ko je prišel tisti minister, ni bilo fanfar. Sam cesar gre. Vse mesto že govori o vajnem čudovitem blagu, mojstra. Tudi mi bi ga radi videli. Kje pa je? Izvolite, vaše visočanstvo. Kam pa? K statvam, vaše visočanstvo. Kaj pa bomo tam? Mi bi radi videli blago, ne statov. Saj ga boste, visočanstvo, na statvah je. Na statvah? Ja, presvetli cesar, izvolite si ga ogledati. Kako čudovito blago, kakšen vzorec, kakšne barve. Le bliže stopite, vaša cesarska milost. Takega blaga še niste videli. Jaz prav nič ne vidim. Statve so prazne. Ali sem neumen? Potem nisem sposoben za cesarja? To bi bilo grozno. Zelo lepo blago je. Naravnost, čudovito blago. To blago zasluži mojo našo najvišjo pohvalo. In vidva bosta odslej cesarska tkavca. Hvala. Srečna sva, da ste zadovoljni, visočanstvo. Srečna sva, da nama je uspelo. Visočanstvo, takoj vam morajo sešiti obleko iz tega čudovitega blaga. Take obleke še niste imeli na sebi. To lahko narediva midva? Takoj lahko začneva. In čez nekaj ur se bo vaše cesarsko visočanstvo že lahko odpeljalo na sprehod v novi obleki.
Prižgi vse luči, da bo bolje videla. Prav imaš, takega blaga ne smeva narobe urezati. In se šiti. Kam pa naj... Naj sedejo vaše kraljevsko visočanstvo. In vi, minister, tudi. Spremstvo pa naj počaka pred vrati. Evo, Siben, alo, Siben. Zasukala se bova, 1, 2, 3, bodo oblačila gotova. Škarje, Tu so, šivanka, tu. nit. Minister, ali kaj vidiš? Ja, vidim. Najprej hlače. Na to suknič. Minister, kaj pa vidiš? Aha, Vsak čas bo. kaj? Suknič. Aha, Le še nekaj šival. Plašč. ja, plašč tudi. Je že urezan. Če bi Zmanjkalo lahko po mi je pravici niti. povedal, bi rekel, da ni Izvoli. nikjer Še nič. rokav? Pa ne sme. Ta dva patrona pletata z rokami po zraku in mahata s škarjem in šivanko kot pesmojena, ampak videti pa ni nikjer nič. Izvolite, visočanstvo. Oblačila so narejena. Vsi sem. Tu so hlače Tu suknič. in tu plašč. Tako lahko je, kot pajčevina. Človek bi mislil, da nima ničesar na sebi. A prav v tem je vsa lepota. Če izvoli vaše visočanstvo odložiti svojo obleko, vas oblečeva v novo. Pomagala bi vam, če dovolite. Najprej plašč. Suknič. Hlače. Zdaj pa oblecite nova oblačila, visočanstvo. Takih še niste imeli. Kako lepo vam pristajajo visočanstvo. Kakšen vzorec, Kakšne barve, kakšen kraj. čudovit. Prekrasno. Obrnite se še enkrat, visočanstvo, naj si vas vsi dobro gledajo. Minister, stopili ste cesarju na plašč, umazali ga boste. In pomečkali. Joj, pa res, oprostite. Te barve, ta vzor. Kako se lesketa? Kar vid jemlje. Mamica, se cesar nima ničesar na sebi. Kaj pravi? Ničesar? Ničesar, da nima na sebi? Saj res nima. Nima! Kaj res nima ničesar na sebi? Nima. Cesar nima ničesar na sebi. Nima!